Politična novica tedna je, da se po 5 mesecih političnega pokoja na sceno vrača nekdanja predsednica stranke Desus in vinska influencerka in kraljica, gospa Aleksandra Pivec. Vem, kaj si mislite, comeback vodje Desusa, le kaj gre lahko narobe. Brez skrbi, gospa Pivec se ne vrača v stranko, ki jo je pomagala uničiti. In ne samo zato, ker je tam več ne želijo, pač pa tudi zato, ker si sama še želi kdaj v parlament. In kako je gospa Pivec rešila to zagato? Tako, da je ustanovila svojo čisto novo stranko Naša dežela. V prostor slovenskega političnega prostora vstopamo resnično odločno, srčno in iskreno z željo po spreminjanju ne samo tega političnega prostora, dvigu politične kulture, ampak predvsem tudi z željo po spoštovanju vsakega slehernega državljana in državljanke Republike Slovenije. Še dobro, da je gospa Pivec razjasnila, da vstopa v slovenski politični prostor. Če bi sodili sam po tem ozadju, bi mislili, da vstopa v slovenski nogometni prostor. Manjkajo je samo še švic na čelu, pa sponzorji na plašču. Ne vem, recimo Vina Kras ali pa izolski hotel Marina. Ne vem, ugibam, nekaj mi prav, da bi se ujeli. Je pa potrebno vsekakor pohvaliti slogan nove stranke. Čas je za drugačno politiko. Res pogumno. Pomislite, svojo stranko peleš v koalicijo z Janšo, zaradi česar te na koncu odstavijo lastni delegati, pa se pa vrneš z novo stranko in se ponudiš kot alternativa temu, kar si pomagal ustvariti. To je podobno, kot če bi gospod Janša na naslednje volitve šel s sloganom Rešimo STA ali pa več civilne družbe. Ali pa pazite tole, povišajmo RTV prispevek. Koga pa bo stranka Naša dežela sploh zastopala? Pivčeva je dejala, da gre za sredinsko stranko, ki je socialno naravnana. No, rdeča nit programa stranke je slovensko podeželje, torej skrb za kmete, pa decentralizacija in demografska vprašanja, kjer Pivčeva pravi, da bo naslavljala vse starostne skupine, ne le upokojencev. Podeželje, mali človek, vse starosti. Z drugimi besedami, Aleksandra Pivec si bazo deli z SLS, SDS, NSI in Modrijani. Toda Naša dežela je sredinska stranka in ne desna, lepo prosim. Če ne verjamete, poglejte logo. Svojo zelenostjo in ljubeznijo do podeželja kar kriči sredino. Za vsak primer je po desni še malo rumen, če bo treba iti spet z Janšo. Ampak drugače pa sredinski. In na kakšen volilni rezultat računa gospa Pivec? Aleksandra Pivec je na državnozborskih volitvah napovedala samostojen nastop, celo zmago na volitvah. Prav ste slišali, gospa Pivec je napovedala zmago. Jaz pa napovedujem, da bom vsakemu gledalcu te oddaje dal 100 evrov. Nem zares, sam napovedujem. Ob visokih ambicijah gospe Pivec se poraja vprašanje, kako bo prepričala starejšo in starokopitnejšo podeželsko populacijo, da ji da. Okej, se to vemo še enkrat. Ni bilo treba se zmotiti, ampak včasih je malo napisan, da se jezik zlomim. Okej, prav ste slišali. Gospa Pivec... Prav ste slišali. Gospa Pivec je napovedala zmago. Jaz pa napovedujem, da bom vsakem gledalcu te oddaje dal 100 evrov. Ne bom zares, sam napovedujem. Ob visokih ambicijah gospe Pivec se poraja vprašanje, kako bo prepričala starejšo in starokopitnejšo podeželsko populacijo, da ji da svoj glas. Ker konec koncev gre tu vseeno za politiko, ona je pa le baba. Njihovi nazori, hello, bodeča neža. Njihovi nazori, ne moji. Zna se zgoditi, da bo podeželje svoj glas raje namenilo komu drugmu. Naprimer? Pobežimo Slovenijo s prijaznimi potmi, iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Se upravičujem, ampak... Mene te stvari zmerganajo. Tako lep komad, tako lep logo. Sodeč po teh barvah bi si mislil, da za gibanjem stojijo neki, ne vem, ljubezni polni hipiji, ki bodo slovenskem ljudstvu povedali o moči kristalov in pozitivnih manifestacijah. A v resnici so to podobnik čuš.
pa Kangler, ki nam napove ni tega, kaj je sodnik delal v njegovem Bermancu. Ker tako kot naša dežela tudi Povežimo Slovenijo napoveduje dober volilni rezultat, lahko sklepamo, da najmanj eni stranki ne bo uspelo. Ali pa bo uspelo obema in se bo gospod Janša namesto z namišljenimi sovražniki tokrat bojeval s parlamentarnim pragom. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.